Hiša eksperimentov je center opolnomočenja družbe z radovednostjo, ustvarjalnostjo, kritičnim razmišljanjem in aktivnim reševanjem problemov, ki ga nekateri imenujejo tudi center znanosti. Prizadeva si spodbujati radovednost in ustvarjalnost s sposobnostjo kritičnega mišljenja preko odprte komunikacije, raziskovanja in odkrivanja. Njihove temeljne vrednote so predvsem opolnomočenje družbe, spodbujanjem strasti do učenja, spodbujanjem radovednosti, ustvarjalnosti, dialoga in dvoma, sprejemanjem napak kot nujni del izkustvenega učenja, z iskrenostjo, spodbujanjem drugih pri doseganju skupnih ciljev. Miha Kos, direktor Hiše eksperimentov, se preteklih časov spominja z veliko zadovoljstva. Pred leti so prvi izvedli znanstvene šove v okviru Znanstivala, prvega festivala znanosti, ki so bili tudi v tujini zelo dobro sprejeti, Hiša eksperimentov pa tudi s temi dejanji mednarodno priznana. V Hiši eksperimentov je bil v preteklih letih na voljo ogled različnih dogodivščin in s poskusi obogatena interaktivna predavanja z določeno tematiko in več kot 50 razstavljenih eksperimentov s tematiko za različne starostne skupine. Zabavno je bilo ob praznovanjih rojstnih dni in izdelovanju in izvajanju mednarodnih znanstvenih šovov pod imenom Inspire. Obiskane so bile znanstvene pravljice, ko se čarobno združita znanost in pravljice. Znanstveni krneki so poimenovali izdelovanje znanstvenih umetnin iz predmetov v domačem okolju. Prekolesarimo sladkorno je atraktivna delavnica o poznavanju in razumevanju ljudi s sladkorno boleznijo, o pravilnem načinu prehranjevanja in o branju in o razumevanju sestavin, ki so označene na etiketah embalaže s hrano. Elastomobil je projekt, kjer projektirajo, oblikujejo, izdelajo in izvedejo tekmovanje z vozilom, kjer sta edini vir energije dve elastiki in vzmet. Video Premislil odklenil je naslov tekmovanja, kjer poteka snovanje, izdelovanje in odklepanje sefov, katerih ključavnice temeljijo na fizikalnih principih. Pri barvologiji so se spraševali, kako nastane mavrica, kako mešamo barve, ali belo barvo lahko sestavimo s pomočjo drugih barv. Elektrikologija je odgovarjala na takšno vprašanje, ali svinčnik prevaja elektriko, ali železo gori, kako narediti baterijo, kako narediti steklo prevodno. Mehučkologija je bila zanimiva zaradi oblike napetega milnega mehučka in spreminjajočih se barv. Plinologija je postregla z odgovore na nekaj vprašanj v zvezi s plini. Ali s plini lahko gasimo požare? Kaj se zgodi s plini, ko jih stiskamo, in kaj, ko jih ohladimo? Površinska napetologija je bila zelo zanimiva. Zakaj vodni drsalec lahko drsa po vodni gladini? Kakšne skrivne oblike nam lahko predstavi milnična opna? S kakšnimi problemi se komar sooča ob rojstvu? Spominologija se je ukvarjala vsega v povezavi s spominom na različnih področjih. Imajo poleg ljudi spomin le še živali in računalniki? Ga ima morda tudi plastičen lonček? Kako hranimo spomin? Svetlobologija je raziskovala svetlobo, kako sploh nastane, kako si lahko sami naredimo pravi mikroskop za opazovanje majhnih živalic. Težiščelogija je poskušala čim bolj pojasniti ta pojem in povezave z njim. Kako poiščemo težišče zemljevida Slovenije? Zakaj pademo, če se preveč nagnemo naprej? Ali težišče lahko leži tudi izven telesa? Trenjelogija na vseh področjih je ponujala odgovore na ta vprašanja. Zakaj se vezalke na čevljih ne odvežejo? Zakaj gume pri zaviranju cvilijo? Čem je guma podobna violini? In kaj lahko naučimo čarobne vile? Tlakologija se je ukvarjala s tlakom in njegovimi vprašanji. Zakaj se sneg manj udira, ko po njem hodimo s krpljami? Kako globoko pod vodo še lahko dihamo z dihalko? Ali zrak pritiska na nas? Vonjologija je vonjala na tisoč in en način. Kako zaznamo vonj? Kako pomembno je vonjanje v vsakdanjem življenju? Na kakšen način se širijo vonjave? Kako naredimo vonjave v laboratoriju? Vsi enaki, vsi različni. To je bila delavnica z vedno zanimivo in aktualno temo o drugačnosti in enakosti in različnih sposobnosti posameznikov. Ali imamo vsi ljudje enake prstne odtise? Se lahko vsi z jezikom dotaknemo svojega nosu? Zvokologija je bila glasna in tiha delavnica. Zakaj in kako se zvok širi po zraku? Kako iz navadnih palic naredimo enostavne glasbene inštrumente? Jajčkologija je bila pestra delavnica o mnogih različnih vprašanjih iz tega zanimivega področja. Kako trdna je jajčna lupinica? Kako jajce potegne v steklenico? Kako ga potisnemo iz steklenice?